povedati, vem, kdo od vas ima zapiske, ampak Božji tok je v bistvu v skriptu učenstvo na podliteratura, si lahko downloadate, kdor še nima tega priročnika. In to je, mislim, da je na 142. strani, je ta priročnik učenstva ima 3 nivoje, prvi, drugi, tretji. To je prva lekcija v 3. nivoju. Se pravi, prvi nivo so bolj te osnovne teme, odrešenje, krst v vodi, krst v Svetem duhu, identiteta v Kristusu in tako naprej. Drug nivo je dosti praktičnih stvari, tretji je pa dosti tako duhovnih stvari, kako služiti Bogu. In se mi zdi ful res taka res revolucionarne ideje so tukaj noter, kako se gibati v Svetem duhu. Tako da dajmo si pogledati, jaz vam bom prebral uvod od Andrew Womacka v Božji tok. Prav takole. Danes bi rad povedal nekaj o tem, kako lahko začneš dopuščati Bogu, da teče preko tebe, da služiš drugim. Moč in maziljenje Boga imaš v sebi, a kako ga lahko uporabiš navzven za druge ljudi? Lahko začnemo z več verzij Svetega pisma. V Filemonu 1.6 Pavel moli, da bi vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznavanju vsega dobrega, ki je v nas za Kristusa. Prvi korak temu, da Božja moč teče po tebi do drugih ljudi, je, da najprej prepoznavaš dobro, ki je v tebi za Kristusa. Ne moreš dati nečesa, česar nimaš. Ko pa veš, kaj imaš, se bodo stvari začele dogajati avtomatično. Drugim boš začel izražati navdušenje in pričevanje o tem, kar je Bog naredil v tvojem življenju. In nekateri ljudje bodo tako samodejno prejemali pomoč od tebe. Recimo, meni je bilo ful zanimivo, včeraj sem bil z enim mladim človekom, ki je ful hitro uspel preko kriptovalut in se je vozil z najdražjimi avti, zapravil par milijonov evrov, že preden je bil star 25 let. In končal pa v bankrotu, poln kokaina in vsega. In se je pa spet pobral in dela naprej. In je ful iskal Boga. In je glih prišel v jasnovitke, preden se je z mano srečal in je bil ful navdušen na to jasnovitko in kako je ona videla, da bo on zdravil ljudi, pomagal ljudem in vse živo. In potem sem mu rekel, da ja, ne, da zato se je srečal z mano, ne, ker in pa sem mu razlagal Božje kraljestvo, pač koliko je duhovni svet velik in da ta njegova želja, da bi zdravil ljudi, to mu je Bog dal. Samo da pač to mora Jezus čez njega delati. Zato je prvi korak, da najprej sprejmeš Jezusa, mu predaš svoje življenje, si izpolnjen Svetim duhom in potem je to rezultat. Te, ki bojo sprejeli vero, bojo polagali roke na bolnike in bolniki bodo ozdravljeni. In to je nekaj čist normalnega, da si ti vključen v nadnaravno moč in da Bog čez tebe deluje. Tako da smo se imeli res super na kavi in je ga čist Bog prešajko pretresel in je zdaj izpolnjen Svetim duhom, sprejel Jezusa in zdaj pač hoče naprej, ne, da ga Bog uporabi, tako da bo prišel v nedeljo tudi svojo punco v cerkev in naj Bog uporabi. In pa sem videl, da res, da to, kar je na nas, pade na druge ljudi. Sam moramo pustiti, da Bog čez nas teče. V 1. Janezovem 4.7 piše, ljubljeni, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kajti Bog je ljubezen. Se pravi, vsakič, ko začutiš, kako ljubezen teče od tebe do neke druge osebe, je to Bog, ki teče iz tebe k njej. V grškem jeziku obstajajo 4 glavne besede za ljubezen. To je agape, je najvišja oblika. To je Božja vrsta ljubezni, nadnaravna ljubezen. Se pravi, moramo razločati med željo, privlačnostjo ali pa nadnaravno to visoko obliko Božje ljubezni. Ko prepoznavate Božjo ljubezen, ki teče od vas do nekoga drugega, to ni za sebičen namen. To lahko preverite tako, da pogledate 1. Korinčanom 13.4-8. Zdaj se bomo pogledali karakteristiko Božje ljubezni.
ni nevoščljiva, ni sebična, ne išče svojega, ni zlahka sprovocirana in tako naprej. Se pravi, analizirati moramo, kar sami imenujemo ljubezen in se prepričati, da je res to Božja ljubezen, da ni sebična, da ne skušamo samo vse pogoditi, ampak da je naša ljubezen do človeka ni pogojena s tem, kaj bomo dobili od njega ali pa kaj mora on zdaj za nas narediti, ampak je res nesebična, nadnaravna Božja ljubezen. In ko v tem odraščamo, ko rastamo v tem, začnemo pravilno razsojati Božjo ljubezen in potem jo bomo začutili, kadar teče od nas do nekoga drugega. In to je delovanje Boga. Ko razpoznavate Božjo ljubezen, ki po vas teče do nekoga, temu sledite z neko spodbudno besedo ali dejanjem, torej nekaj naredimo. Ful zanimivo, ne? Ful zanimivo. Jaz sem recimo isto, prvič, ko sem to slišal, sem slišal od Alana Vincenta, enega apostola, in on je rekel tako, ko začuti ljubezen do nekoga, da ve, da se bojo čudeži tam začeli dogajati. Ali v cerkvi, ko pridiga, ali ko je nekje v zuni, ali kjerkoli je, ko začuti to nadnaravno ljubezen do neke skupine, cele skupine ljudi, pa do enega posameznika, takrat ve, da tam se bojo čudeži dogajali. Tako da to je res zanimivo. In zdaj v tej lekciji gre Andrew Wommack tudi v take ful manjše detajle, ki jih lahko vsi uporabimo. On pravi, včasih mi pri molitvi na misel prišla neka oseba in do nje sem imel to Božjo vrsto ljubezni in sočutja. Zame ni bilo razloga, da se je to zgodilo, bilo je nadnaravno. Naučil sem se te osebe poklicati, jim napisati pismo ali stopiti v stik z njimi. Skoraj vsakič so mi ti ljudje rekli, to je bil Bog, ki mi je po tebi govoril in s tem se je dotaknil mojega življenja. Veste, kako se je to zgodilo? Ker sem občutil to ljubezen, to Božje sočutje, ki je teklo iz mene do te osebe. Kadar zdaj to občutim, prepoznavam, da to nisem jaz, ampak Bog, on je ljubezen in ko ljubimo druge ljudi, Bog ljubi druge po nas. Tako je služi tudi Jezus. Matej 14:14 pravi, ko se je skrcal, je zagledal veliko množico, zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Božja moč je tekla skozi Jezusa po ljubezni in sočutju, ki jo je on čutil do ljudi, katerim je služil. V Mateju 8:2 vidimo gobavega človeka, ki je po judovski postavi nečist. In se ga nihče ni smel dotakniti, sicer bi tudi sam postal okužen in s tem nečist. Ki je pristopil k Jezusu, se poklonil in rekel, Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel, hočem, bodi očiščen. In pri priči je bil očiščen gob. Jezus je bil ganjen sočutjem do gobavca in se ga je dotaknil. Zanimivo. Ko preučujete Sveto pismo, boste to sočutje, to Božjo ljubezen odkrili na mnogih mestih. To ni le čustvo, ampak sočutje, ki teče iz našega duha. Ko je Jezus visel na križu, je tako zelo ljubil ljudi okrog sebe, da je rekel, oče, odpustim, saj ne vedo, kaj delajo. Luka 23:34. To so bili prav tisti ljudje, ki so ga križali. On je imel do njih sočutje in je prosil Boga, da jim odpusti. Vemo, da ni imel le nekega čustva, odločil se je za to. Kakorkoli že, zaznal je to sočutje in ga je sprostil do drugih ljudi. V vsakem izmed vas, ki je na novo rojen, živi Bog. V skladu z verzom, v katerem smo začeli, 1. Janezova 4:8 je Bog ljubezen in on si želi delovati po nas, da se dotakne drugih ljudi. Da to lahko naredi, sprosti skozi nas sočutje. Čutili boste, kako teče iz vas do drugih ljudi in takrat se je potrebno temu odzvati. Ni potrebno vedno narediti nekaj posebnega. Ni treba, da vsakič rečemo, tako pravi Gospod. Včasih, ko zaznamo sočutje do osebe, lahko stopimo do nje, jo objamemo in rečemo, Bog te ima rad in jaz tudi. Spomnim se primera, ko je to delovalo in sem jaz bil tisti, ki je prejemal. Bil sem v situaciji, ko sem bil na tem, da me naženejo iz cerkve.
Ljudje so lagali o meni, nekdo mi je celo zagrozil, da me bo ubil. Tako potrt sem bil, mislil sem si, Bog, v čem je sploh smisel? Nihče ne ceni tega, kar skušam delati. Boril sem se s hudičem glede tega in takrat me je prijatelj poklical iz druge države. Nekaj minut je govoril in rekel sem, zakaj si pa klical? Rekel je, samo hotel sem ti povedati, da te imam rad. Mislil sem in občutil Božjo ljubezen do tebe, dragocen si mi. To je vse, kar je rekel. Ničesar ni vedel o situaciji, ki se je dogajala v mojem življenju, a Bog je to uporabil. Vedel sem, da je to on, ki me ljubi, ne pa človek, in to me je obdržalo v službi Bogu in spremenilo moje življenje. Ni treba, da je nekaj globokega ali neka posebna beseda, ker Bog je ljubezen in ko prepoznaš to ljubezen, ko teče preko tebe, je to Božji tok, božansko življenje Boga. Ko to občutiš, se odzovi temu. Pojdi in nekaj naredi, nekaj reci, bodi blagoslov tem ljudem. Bog bo dal besede v tvoje usta, uporabil te bo in osvobodil ljudi, ko si ganjen od sočutja in jim služiš z Božjo ljubeznjo. Haleluja. Dobra tematika. Imamo zdaj 6 vprašanj, tako da gremo čez ta vprašanja. Preberi Filemonu 1:6. Kaj je prvi korak temu, da dovolimo Bogu, da teče iz nas? Dajmo si prebrati Filemonu 1:6. Filemonu 1:6 piše, da bi vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznanju vsega dobrega, ki je v nas za Kristusa. Se pravi, kaj je zdaj prvi korak? Kaj mislite, da je prvi korak, da dovolimo Bogu, da teče iz nas? Amen, amen. Ja, dobra točka. Še kdo? Se pravi, upazite tukaj v Filemonu prav, da bi vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznanju vsega dobrega, ki je v nas za Kristusa. Dobro je, da imaš spoznanje, da je v tebi vse dobro, da ti je Bog že dal po Kristusu. Se pravi, kad ti veš, da je to v tebi, haleluja, da v tem lahko daš. Recimo, kaj je Peter, tistega, ki je prosil, Bogaj me pri vratih, prvi čudež, ki se je zgodil, je rekel, to, kar imam, ti dam. Se pravi, vedel je, da v njemu moč ozdravljenja. Haleluja. In recimo, mi vemo, da je Božja ljubezen že izlita v naša srca po Svetem Duhu. Se pravi, mi ne rabimo moliti, Bog, daj mi več ljubezni, ampak samo moramo aktivirati to, kar nam jo je že dal. Recimo, ta človek, ki je včeraj sprejel Jezusa, ki sem prej govoril, jaz sem se nazadnje z njim dobil kakšen mesec prej na kavi. V bistvu je bil še njegov oče zraven in po kavi z njim pa njegovim očetom sem potem šel še samo z njim na kavo, brez očeta, ker oče je mogel iti. In potem je on začel govoriti, kako pač karkoli naredil, nikoli ni bilo dosti dobro za njegovega očeta. In v bistvu se sploh nismo o Jezusu pogovarjali in pol sem tako v duhu, sem tako videl, da ga moram tako objeti in mu reči, da ga Jezus ljubi. In potem sem ga prosil, sem rekel, lahko ostaneš. In tam smo pili kavo, pa še en njegov kolega je bil zraven in sem rekel, lahko ostaneš. Glih sred tega, ki je razlagal, kako nikoli ni dosti dober za očeta svojega. Sem rekel, lahko ostaneš. In potem je vstal in sem ga objel in sem rekel, Jezus te ljubi in nebeški oče te ljubi. In potem sem ga spustil in se je nazaj usedel in ne vem, se je razjokal, ne, sam se ga je ful dotaknil in potem sem pač še ene par besed govoril, samo nisem ga pripeljal k Jezusu, ker se mi ni zdel tako, da je še ta prav čas. Ampak včeraj, se pravi, kakšen mesec ali pa 2, potem je pa
hotel sprejeti Evosa kar sam, tako da je bilo res zanimivo. Ampak to sem hotel reči, ja, ko mi vemo, da smo ljubljeni, da je Božja ljubezen v nas, potem avtomatično teče čez nas. Ne. Smo v Božjem toku in ko smo v prisotnosti nekoga, ki je zavržen pa rab Božjo ljubezen, se bo takoj v nas aktivirala ta ljubezen. In to je ta prvi korak, da najprej mi vemo, da to že imamo. Ok, gremo zdaj, a ima še kdo kakšen komentar na tole? Gremo na drugo točko. Preberi 1. Janezovo 4, 7 do 8. Kaj je resnični vir naše iniciative, da ljubimo druge? Dajmo si pogledati to v 1. Janezovi 4, 7 do 8. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi Boga, ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Prav, dajmo zdaj glede na ta citat odgovoriti na tole vprašanje, kaj je resnični vir naše iniciative, da ljubimo druge ljudi. Ja, mene. Se pravi, vir te iniciative, da ljubimo druge, je pa ta Božja ljubezen. Se pravi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen. Se pravi, spet, to ne moreš faliti. Če sem tako v konfliktu, pa ne vem, kako bi se odzval, vedno bom v ljubezni, vedno se bom fokusiral na ljubezen, na Božjo ljubezen. In pol ne moreš zgrešiti, no. Ali pa ful manj zgrešiš, kakor če v svoji jezi pa aroganci odgovarjaš. Vedno tako preklop na Božjo ljubezen. Ok, gremo na tretje. Andrew izjavlja, kadarkoli zaznaš, da ljubezen teče iz tebe, je to Bog, ki deluje iz tebe. Kaj v 1. Janezu 4:7 dokazuje to dejstvo? Dajmo si pogledati. 1. Janezovo 4:7. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Prav, kako bi lahko tole odgovorili? Ja, amen. Ja, odlično. Gremo na četrto vprašanje. Preberi 1. Korinčanom 13, 4 do 8. Kaj so nekatere lastnosti Božje ljubezni? Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo. Ja, zanimivo, ne? Ker mi ful cenimo spoznanje pa modrost, a v bistvu vse to bo minilo, samo ljubezen na koncu ostane. A ni to res tak ta prav fokus? Jaz sem prejšnji teden sem nekje šel služiti eni osebi in sem bil tako dost tako sem se trudil neki tako biti tako pameten, pa tako biti v duhu, pa imeti ta prave odgovore, pa tako, da res nekaj pametnega iz tega ven pride. In potem sem pa to osebo poslušal, ki mi govori v enem drugem bratu,
kako ji ful pomaga, kako skrbi za njo, ampak ta brat ne razume dost Božje besede, ni toliko napreden, bi rekel, v vsemu, ampak naenkrat sem videl, wow, ta človek je pa res legenda, wow, ta človek mi je pa res zgled, ker sem videl, koliko nesebične ljubezni iz njega teče v druge ljudi. In dejansko sem tako res videl, wow, vse, kar mi tako ful vrednotimo, ka neki, ful pomembnega, se ne da primerjati z nekom, ali pa s tem, kar Božja ljubezen čez nas dela. Mislim, da se tako ful premalo tako zavedamo te pomembnosti Božje ljubezni, da deluje čez nas. A se vam tako zdi to res danes? Ja. Je. A ni to zanimivo, kad tukaj prav ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna. Wow, same take res karakteristike, tako, ki jih dostikrat pogrešamo v družbi danes. Ne da se razdražiti. Wow. Kolikrat se mi ful razdražimo. Meni že, ko nekdo pot zapre, se hitro razdražam lahko. Ne misli hudega. Wow. Predstavljajte si, da ne moramo hudo misliti. Ne veseli se krivice, veseli se resnice. Vse prenaša. Wow. Vse veruje. Se pravi, mi dostikrat tako hočemo več vere, ampak ljubezen vse veruje. Se pravi, moramo pač hoditi v te Božje ljubezni, pol ful lahko več verjamemo. Vse upa, vse prestane, nikoli ne mine. Enkrat sem poslušal Andrew Womacka in je rekel, daj si namesto besedo ljubezen, v 1. Korinčanom 13, kad celo poglavje govori o ljubezni, zameni besedo ljubezen za besedo Bog. In potem boš videl, kakšen je Bog. In boš videl, Bog je potrpežljiv, Bog je dobrotljiv, Bog se ne da hitro razdražiti in tako naprej. In pol dejansko tako vidiš, wow, Božja narava, Božji karakter je res fenomenalen. Haleluja. Ok, imamo še 2 vprašanja. Preberi Matej 14:14. Kaj je Jezusa ganilo, ko je služil drugim? Matej 14:14. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico, zasmilili so se mu in ozdravil in njihove bolnike. Prav, kaj bi rekel, da ga je ganilo, da je služil drugim? Ja, amen, prav. Ja. Ja, amen. Ja, res je. Ja, ful pomemben. Recimo jaz dostikrat, če ne vem, kaj narediti, ko začutim sočutje do nekoga, mu proba vsaj nekaj povedati o Božji ljubezni. Vsaj, da ga ima Bog rad ali Jezus, da ga ima rad. Nekaj v tem. In pol vidim, če bo Sveti Duh še kaj naprej odprl človeku srce ali pa dal meni kakšno besedo za njega ali karkoli. In tako da se mi zdi tako, da res bodimo fokusirani na to sočutje, kadar imamo. Mislim, itak je dobro, da imamo sočutje v vsakem primeru. Ne. Ampak, kadar je pa tako... Ja, kar povej, Vanja. Ja, to je dobro. Ampak recimo to je ful dobro, da molaš v jezikih za nekoga, recimo, ki imaš sočutje, in potem v umu pa vsem tako loviš še kakšen naslednji korak ali besedo. Mislim, da je dobro tako, da poleg tega, kar molimo v jezikih, da vsem, recimo, če molaš par minut v jezikih, da potem pa vklopaš tudi svojo domišljijo, pa svoj da probaš še, da ti Bog kaj pokaže, recimo.
Mislim, ni nujno, da moraš narediti nekaj, ampak da pol še v slovenščini nekaj pol prerokuješ v to situacijo ali moliš ali karkoli. Amen? Amen. Amen. Jaz sem recimo enkrat tako v jezikih molil in pol vidim obraz enega svojih najboljših frendov, ki ga nisem videl že, ne vem, nekaj let sigurno. In pol isti dan sem se srečal z njim. Mislim, to je res nekaj fenomenalnega. Sveti duh pa molitev v jezikih, jaz mislim, da to je res nekaj izredno mogočnega. Ker jaz sem v jezikih, sem jaz jokal za njega, se pravi, neko sočutje sem čutil, ki mi je bilo tako več od človeškega joka, ampak iz duha ven sem ga klical k Jezusu in potem čez, ne vem, rečemo 5-6 ur, po tej molitvi sem nenačrtovano sem ga srečal. In v bistvu skoraj nič nisem rekel, pa se je človek tresel, samo ker je bil blizu mene, ker je takšna božja moč se ga je dotaknila, ker je izgleda, da to, kar sem prej molil, se je nekaj pol v njemu zgodilo. Ne. In recimo, on ni sprejel Jezusa, ki se je z mano srečal, samo Bog ga je pa čist pretresel. Čist ga je, cel njegov telo se je začel tresti. Tako da me je vprašal, kaj je to, in sem mu pol povedal, da ga ima Jezus rad, da je to Sveti Duh in tako naprej. Tako da to je, jaz verjamem v molitev v jezikih, ful verjamem, da to nikoli ne zgubljaš časa, ko moliš v jezikih, res. In če pa zraven še sočutje, pol pa res pričakuj neko akcijo, pričakuj neko dejanje, da boš vključen v neko dejanje. Ja, bravo je. Bravo je. Mislim, to je itak, jaz bi težko to odgovoril, sam bi pa tako, recimo jaz, če takoj, recimo si s kakšno osebo, pa takoj te izčrpa, recimo, ne, takoj postaneš utrujen. Zdaj več variant je, ne, sigurno je več variant. Ena je, da je to duhovna bitka, ne. Se pravi, da preden greš služiti tej osebi, zveš vse demone, kjer je čutiš, da moli v jezikih. Tako probi, tako preden je šel Jezus na križ, je v Gecemanih celo bitko izbojeval, ne. Tako da probi, preden služiš, da v molitvi to spucaš. To je ena stvar, ne. Druga stvar je pa, da mogoče preveč se trudiš v človeški moči. Ne. Se pravi, recimo ti nobenemu ne moreš pomagati, če on noče pomoči. Ne. Se pravi, Jezus v domačem kraju ne da ni hotel, ampak ni mogel ozdraviti veliko ljudi. Ne. Razen par manjših bolezni, piše o Markotu. In tako mi dostikrat se ful ukvarjamo z ljudmi, ki nam samo jemljajo čas pa energijo. Ne. Zato vedno tako moramo biti odprti za Boga, tudi da nas obrežejo, ne, pa nam pokaže, lej, tukaj preveč se ukvarjajo s tem, pusti to zdaj mene, ne, se bom jaz ukvarjal. Tako da jaz mislim, da to je neka zrelost v nas, ki vemo, da služimo Bogu, ki se že vnaprej odločimo, ne, da je v nas Božja ljubezen, da smo predali življenje Jezusu in pol ne dovolimo nobeni obsodbi, da nas manipulira v služenje. Da če mu nam zdaj pomagal, pol nekaj z mano narobe. Ne, ampak enostavno jaz ne morem nobenemu pomagati, če me Sveti Duh v to ne kliče. Ne. Se pravi, bom pomagal samo do enega nivoja, ne bom se pa izčrpal. Ne. Tako da mislim, da moramo tu dobro upravljati svoje življenje, da ne pregorimo, ampak da smo tako odvisni od Svetega Duha. Ne. In potem tam služimo, kjer nas on pokliče in to, kdo, kakor on želi. Jaz recimo včasih sem nekje v kakšni družbi, ki jim služim,
in potem čutim, da sem izčrpan, da moram iti. In pol jim rečem, nič, jaz moram iti, ker Jezus, recimo vidimo, on je prišel na zabavo, včasih ful proti koncu šele, včasih na začetku, ampak tako, moraš imeti tako božji tajming. Ja, amen. Vi ste vi tako. Ja, amen. Amen. Ja, super. Dajmo si pogledati, če zadnje vprašanje. Preberi Matej 25, 37 do 40. Ko po lastni iniciativi strežemo drugim v ljubezni in sočutju, za koga dejansko skrbimo in ga ljubimo, ampak ko strežemo drugim v ljubezni in sočutju, za koga skrbimo. Ja, bravo. To je res dobro, da vemo, da v bistvu za Jezusa skrbimo. To je res, wow. Da dejansko, za druge skrbimo, da v bistvu skrbimo za Jezusa. Dajmo si to pogledati. Matej 25, 37 do 40. Kdaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali vaječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enim od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. A ne bi bilo fajn, da bi tako ljudi gledali, res? To bi bilo res dobro. Pomagaš temu, ki je v njemu. Ja, mene. Ali pa, ki še bo v njemu. Se jih tisto, kaj v človeku, a ne, ja. Kaj si rekla, Darinka? Pravim, je rekla, ne vem, kjera, da pomagaš temu, ki je v njemu, ne? Ma je treba, da spreme ta človek Jezusa. Kaj pa, če so noter oni? Ja. Tajfli. Ja, valjda. Ja, se vem. Ja. Ne, pa je treba zvezati pa. Ja. In potem ne. Ja. Ne, v bistvu je tudi, imaš opozorila v Svetem pismu, ko hočeš nekomu pomagati, ki je poln greha, recimo. In ti ful tako piše, pazi, tako, ko se ga dotakneš, da se še ti ne omažeš. Tako da oziroma da še tebe v prepad ne potegne. Zato recimo sem jaz ful občutljiv. Recimo jaz sem v Braziliji, ko sem bil, sem najbolj obsedeno, najbolj znano čarovnico sem šel objet. In tam je bilo 5 čarovnic, je imel svoje pisarne, 5 jih je bilo tam glavnih in ta je bila glavna, ta prva. In jaz sem tako čutil, ful božjo ljubezen sem ji povedal v Jezusu in pol sem jo objel. In pol je bila ozdravljena enega ful hudega tumorja instantno. In pol vseh 5 čarovnic je sprejel Jezusa in so bile izpolnjene s Svetim duhom. Ampak to je nadnaravno. To je ful nadnaravno. Ampak če sem jaz blizko kakšnih teh ljudi, ki so obsedeni in tako naprej, jaz tudi molil ne bom za njega, če tako ne čutim tako nadnaravno, da moram nekaj narediti, ker pač ne moreš s človeško močjo duhovnih stvari reševati. Tako da je dobro je biti tako voden po duhu in potem se ti nič ni treba bati. Če te pa Sveti duh ne vodi, pol pa bo tako bolj zaprt, čuvi svoje srce. Še vedno spoštuj Božjo besedo, nikoli človeka ne prizadeti, nikoli ga ne obsojati, vedno ga probi usmeriti na Jezusa, pa ga ohrabriti, to sigurno.
Samo ne moreš pa na isti nivo mu služiti, kot če te Sveti Duh potiska v ljubezni, da moliš za njega, mu služiš in tako naprej. Ja, mislim, tako demoni pa hudiči, ne morajo, oni probajo, oni recimo, če si tam, kjer oni ful delujejo, oni, recimo Jezus je rekel, prihaja knez tega sveta, se pravi hudič, ampak na meni nima ničesar, se pravi on bi rad prišel, sam ne more, če ti nimaš odprtih vrat, se pravi, bo pa probo, recimo, če si ti bliz ljudi, pa jim služiš, ko so demonizirani, recimo meni, jaz se spomnim, ko sem obiskal enega ful znanega v Ljubljani, ful znanega tega enega od teh kanalov demonskih, ki ima svoje ful sledilce pa vse živo. Jaz sem prišel tja kot gost, in po 5 minutah se mi kar v glav začel vrteti. Pa sem pač molil vse po jezikih, se dvignil in sem začel govoriti v Jezus. In ker je maziljenje čez mene teklo, je bilo super. Sem se jaz ful dobro počutil, Bog se je njega dotikal. Ampak čim je pol on govoril več kot 5 minut, mi je takoj spet, in se pravi, demon hoče, on sicer ne more prijeti v mene, samo bo pa probal vplivati name, to pa sigurno. Se pravi, jaz recimo več kot 1 uro, jaz nisem zdržal več kot 1 uro v njegovi pisarni, recimo. Mislim, po mojem, da bi lahko zdržal cel dan, če bi on bil odprt za Boga. Sam po moje moraš tudi vedeti, kdaj je tvoj čas, da se umakneš. Ker tudi Jezus ni kar rinil nekam, ampak se je tudi umaknil. Mi je rekel človeku 3 besede, pa je šel naprej. Ali pa recimo, ful mi je zanimivo v apostolskih delih, ko Pavel hod okoli, delajo čudeže in tam pa ena deklica z duhom vedeževanja hod za njimi, ne vem, a več dni ali nekaj takega, zdaj se ne spomnim, pa kar nekaj časa. Prosim? Več dni, ja. In on šele potem na koncu enkrat se obrne in žene tega duha iz nje. In potem je bila osvobojena in tako naprej. Se pravi, ful zanimiv, da Pavel, ki je imel res veliko izkušenj z Bogom, da je več dni rabil, da je demona izgnal. Da ni, se pravi, to je res, dober je biti voden po Svetem Duhu. Dober. Da ne se sekirati, če ne moreš kar pomagati vsakmu. Ker boljš, da smo vodeni po Svetem Duhu. Recimo, jaz sem enkrat slišal, da Jezus ni bil voden po potrebah, po potrebi ljudi. Niso ga, ko je videl potrebo, to ni to, kar je njega premaknilo, ampak da je bil voden po veri ljudi. Da tam, ko so verjeli, tam je deloval. Ampak tudi vidimo po sočutju, vidimo, ganjen je bil sočutem in potem je šel in je ozdravil. Se pravi, ampak ta danes lekcija se mi zdi ful pomembna, da vemo, da Božji tok teče, da mi ne rabimo čakati na Božji tok. Božji tok je v nas in kamorkoli mi pridemo, Božji tok hoče delovati. Vprašanje je samo na drugi strani, a je ta situacija ali oseba, s katero smo v kontaktu, pripravljena sprejeti Božji tok. In če je, potem naredimo nekaj, mogoče kakšno manjše dejanje, mogoče prijazna beseda, kakšno sporočilo od Boga za to osebo, molitev za ozdravljenje, karkoli. Tako da dajmo se fokusirati ta teden, da Božji tok teče čez nas, da Sveti Duh deluje čez nas. Tako da dajmo še na koncu zaključiti z molitvijo za to. Pa preden molimo, a ima kdo še kakšno stvar, ki bi rad vprašal, pa ki si želiš, da molimo za kakšno stvar, da rabiš
strinjanje. Ampak ni pa vedno ta volja Boga vključena. Takrat se pa to ne zgodi. Ne? Ja, jaz bi to, en del se strinjam s tem, kar si rekla, ampak ta drugi del, ki se ne strinjam, je pa samo v tem, da recimo Božja volja je že za ozdravljenje vsakega, ne? Ker je Jezus demonstriral Božjo voljo, da je vsak, kdorkoli k njemu prišel, ga je ozdravil. Samo ne deluje pa vedno njegova volja, ker jo človek ni pripravljen sprejeti. Se pravi, da moramo biti občutljivi. Jaz ne bom molil za nobenega, kar sama. Ne. Recimo, jaz dostikrat vidim tako novejše vernike, ki pridejo k Jezusu, so ful navdušeni nad ozdravljenjem in pol, če sem še jaz kje zraven, Klemen, daj molit za tega na vozičku, Klemen, tamle je en slep, dajmo molit za njega. Pač jaz si to ne upam, ker ne ozdravljamo mi, ampak Sveti Duh, ki je v nas, Jezus, ki je v nas, lahko to naredi, če je pač vzpostavljena povezava. Ne. Zato je ta, ki si umela, ta volja, v bistvu ni, da ne bi bila Božja volja, samo popolna Božja volja se ne more zgoditi, če ni sprejemnika. Tako da bodimo občutljivi. Ja, in zato... Mislim, da je ta Božja volja živa, da je živa in da ima neko moč odločitve. Ja, sam Bog si ne odloča za vsako osebo, a je Božja volja, da je ozdravljen ali ne. On se je to že odločil. Ker on se je odločil odrešiti vse ljudi. On se to več ne odločil. On je to enkrat za vselej se odločil in Jezus je vse grehe in vse bolezni odnesel na križ. Samo zdaj se mi odločamo, pa tudi, mislim, ne samo, da se odločamo, vprašanje je, si ti pripravljena, koliko si se ti odprl za to. Tako da to mislim, ko govoriš o volji, je bolj ta človeška volja, pa timing, da je človek pripravljen, ker Bog je pač že, da se pripravil, on ne rab več se odločati, on se je pač že odločil. Ok, dajmo se strinjati pol skupaj zdajle, da Božji tok teče čez nas. Ne bo ta tok Svetega Duha ful aktiviran čez nas, Oče. Oče, molim, da bomo vsi ful uporabljeni v Tebe. Da bo Tvoj maziljenje tekel čez nas, Oče. Oče, da bomo čutili Tvoje sočutje do ljudi, za katere Ti hočeš nekaj narediti. Ki so pripravljeni sprejeti, Oče. In daj nam še več preroških besed, besed vednosti, besed modrosti, daru razločevanja dobrega in hudega, dar čudežnih moči, Oče, dar ozdravljanja, Oče, ne dar sočutja, ne to teče čez nas, Oče. Oče, mi se odpiramo za še več Tvojih darov, da čez nas so manifestirani v tem času, Oče. Sveti Duh, dobrodošel si, izpolni nas. Mi Ti prelagamo vsa bremena ljudi na Tebe. Nočemo biti zmanipulirani, Oče, od sil teme ali pa od drugih ljudi, ampak hočemo ostati v nadnaravnem Božjem miru, v maziljenju, v Božji ljubezni. Oče, in hoditi s Tabo z roko v roki. Mi verjamemo, da je Tvoja volja, Oče, boljša kot vsaka človeška volja. Tvoj načrt za nas je fenomenalen, Oče. In molimo, da nas ta čas še posebej uporabiš, Oče. Da bomo rastli v tem toku, Oče, da ko služimo drugim, da smo še sami ful izgrajeni, Oče. Halleluja. Hvala Ti, Gospod, dotakni se ljudi okoli nas. Mi molimo za vso cerkev, Oče, v Sloveniji, da teče s tokom, z Božjim tokom, delovanjem Svetega Duha. Oče, da dvigneš svoj narod, tam, kjer še ni bil, Oče, na nivo,
kjer smo eno s tabo in se ti čez nas manifestiraš. Oče, molimo za vse, ki trpijo, Oče. Molimo za vse naše brate in sestre, Oče, v imenu Jezusa, da vsaka bolezen odpade in razpade v imenu Jezusa. Oče, vsako breme, vsaka depresija, opresija, posesija, da odpade od njih v imenu Jezusa. Lomo v imenu Jezusa, vsako maziljenje, pričamo ne maziljenje, vsako breme ne razpade s pričo maziljenja. Vsako demonsko breme molimo, da razpade v prisotnosti Svetega Duha. Kličemo maziljenje Svetega Duha v tvojo cerkev, Oče. Oče, dviga nivo svoje prisotnosti. Oče, kličemo nadnaravne vizije, sanje, haleluja. Izlitje Duha, Oče, na vso cerkev, haleluja. Oče, ne se dogaja več, kot se je kadarkoli prej v naših življenjih, haleluja. Molim, Oče, da se ful preroški dar dvigne. Oče, da vidimo stvari, ki jih hočeš narediti. Sveti Duh, ti nam kažeš stvari, v katere nas hočeš vključiti. Govor čez nas, haleluja. Kaž nam stvari, odpiri nam duhovne oči. Oče, da lahko ljubezen, ki si jo izlil v naša srca, teče v ljudi okoli nas, haleluja. Oče, hvala ti za še tvojega maziljenja, pozdravljenja, haleluja. Oče, molimo, da bolj kadarkoli prej, Oče, se aktivira Božja moč čez nas, haleluja. Ti si rekel, da bomo polagali roke na bolnike in da bodo bolniki ozdravili. Oče, molim, da smo ganjeni sočutjem in molimo za bolnike v moči tega maziljenja, ozdravljenja, haleluja. Hvala ti, Jezus. Molim za sočutje do vseh, ki so obupani, žalostni, obremenjeni, izgubljeni, haleluja. Oče, daj nam strast za izgubljene, Oče. Oče, da se jih nekaj dotakne, ki so z nami, Oče, da ne bojo mogli biti apatični, melanholični, mlačni, ampak da se bo nekaj od njih predramalo, Oče, da bojo začeli iskati tebe, Jezus, haleluja. Da jim zasvet luč evangelija, haleluja. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Hvala ti. Amen. Amen. Bote vsi ful blagoslovljeni. Bog je z vami. Haleluja. Amen. Ja, hvala. Čudovito. Haleluja. Ja, amen. Lep pozdrav.